Spoštovane občanke, spoštovani občani, tisti, ki me še nimate dovolj ob gledanju večernih oddaj, takrat, ko vrtimo naše seje, si lahko zagrenite mogoče še kakšne pol ure in sicer z našo, bom rekel, novo oddajo, katero smo dogovorili skupaj s TV Plusom, da se pribije na stol župana za pol ure in se ga poskuša izprašati zadeve, na katere mogoče še ni odgovoril, ne na seji, pa mogoče tudi preko našega glasila Aplenca ne. No, z Juretom Debeljakom bova danes poskušala vam mogoče kakšno stvar iz ozadja razjasniti, in kdor je za to, bo mogoče te pol ure vzdržal še na tem našem skupnem občinskem programu TV Plus. TV Plus, vsi vemo, je naša televizija Komenska, no in kar nekaj časa nisem mogel verjeti ljudem, ko smo začeli predvajati seje, ko so me ustavljali na cesti, joj Tomaž, kdaj bo pa spet naslednja seja, pa sem bil začuden, kaj pa imate vi s to sejo, ja ne, veš, vedno gledam, pa tak prav zanima me, nisem mogel verjeti, da je zanimanje za ta program res tak, no in nekajkrat sem se že zdaj tudi sam ustavil na tem programu, gledam seje, seveda si grem sam gotov najbolj na živce, ampak ko med gledanjem poteka sej, se mogoče tudi sam oziroma tudi svetniki kaj naučijo, vsaj strpnosti drug do drugega, se mi zdi, da si lahko tle ob teh posnetkih lahko naučimo in da bomo res drug do drugega mogoče bolj prijazni. No pa, da naj bo te predstavitve ali pa vodnih besed zadost, bi vam rad zdajle mogoče tistem, ki niste imeli še možnosti se seznaniti in poslušati, kako poteka obnova vodovoda za našo občino in vsem tistem, ki mislijo, da se bomo z izgradnjo tega vodovodnega sistema, ki mu pravimo sistem Iverje iz Kamniške občine, o priključitvi se mi ne bomo odpovedali oziroma odklopili od krvavškega sistema. Naj povem, da bo krvavški sistem še vedno nam na razpolago kot alternativa, seveda se bomo pa poskušali v najkrajšem času pa priklopiti prav čisto vsi občani v naši občini, razen, tle moram poudariti, razen Komenske Dobrave na oziroma kamniški sistem. 4,5 km dolg cevovod FI 250 od Alka na Duplici pa do vodnega zbiralnika na Mlaki bo mogoče v mesecu dni zaključen. Kar mimo grede je šel mimo nas, mogoče so ga še najbolj občutili krajani Križa in zdajle, kot vidimo, krajani Gmajnice. Na Gmajnici nam mogoče še kakšnih 300-400 metrov manjka, saj je dobesedno od vodohrama pa do, bom rekel, Črdaka, ker vsi vemo, kje križišče je to, že potegnjena nova cev. Cev je tudi že pri gostilni na Gmajnici z druge strani, no in povezati moramo še tistih 100 metrov in še povezavo narediti do novega mostu na Gmajnici. S tem bomo mi že, bom rekel, 100% v celi občini lahko pili kamniško vodo. Seveda pa ne bomo vse cevi hkrati priključili na to, ker nas čaka še ena zadrega in to je pol edini problem, samo ni v naši občini. Med Rondojem v Podgorju pa do Kapelice, tam, kjer je občinska meja, bo treba izgraditi še ta nov cevovod. Po starem namreč FI 110 cev je, ne bo zadostno količino vode prišlo v našo občino za vse, zato se bojo trenutno napajali samo mogoče polovica občine, polovica bo pa počakala tudi na izgradnjo tega cevovoda.
Tisti, ki se vozite od Rondoja v Podgorju pa proti Duplici, ste v zadnjem času tudi gotovo opazili, da so se tudi na tem delu potegnile nove cevi. Tudi ta cevovod je namenjen cevovodu, ki napaja našo občino. Skupaj z občino Kamnik bomo za potrebe tako občine Kamnik kot občine Komenda povezali ta cevovod kasneje, ki pa ni pogojen 100% pokritostjo naše občine, ampak zato, da se izognemo iz Podgorskega vodohrama pa preko Duplice in preko Alka napajanje Komende, bomo skupaj z občino Kamnik iz Podgorskega vodohrama ob glavni cesti do Rondoja potegnili skupno cev, katera bo napajala tako to vejo nazaj proti Jati oziroma novi poslovni coni na Duplici, kakor tudi naš ves vodni sistem, ki ga imamo zdajle, bom rekel, v večji meri že potegnjenega, sta pa še dva, bom rekel, manjša cevovoda za zgraditi, in sicer med goro ob Tunjici pa do Most in od Komenske telovadnice pa tle gor do občinske hiše. No, takrat bomo lahko rekli, to imamo tudi namen še v letošnjem letu narediti, takrat bomo lahko rekli, da imamo zagotovljeno vodovodno omrežje v naši občini, tako kot smo si ga nekje želeli pred leti, in verjemite mi, tudi sam nisem verjel, da bo to tako hiter kot je. Seveda naj pa povem, da se ta vodovod gradi skoraj izključno tudi za potrebe nove poslovne cone, in seveda tudi sredstva za ta vodovod se črpajo iz kupnine, ki smo jo dosegli s prodajo zemljišč v coni. Brez teh količin nam poslovne cone absolutno ne bi uspelo odpreti. No, zdaj voda nekam iz naših pip mora odteči, in vsi vemo, da je ves sodobni svet priključen na čistilne naprave, in tudi mi z veliko željo čakamo, kdaj bomo našo občino priključili na čistilno napravo v Domžalah. Nekaj cevovodov seveda še niso v funkciji, imamo že zgrajenih. Tisti, ki se spomnimo pred 6 leti ob izgradnji regionalne ceste, ob obnovi skozi Moste, smo polagali tudi cevi za fekalno kanalizacijo, ravno tako smo položili cevi za kanalizacijo po Šolski ulici in skozi Suhadole v tistem delu, kjer smo renovirali cestišče, smo tudi že položili to kanalizacijo. Gotovo ni novost, da na križu se mi zdi, da je vsa glavna kanalizacija, kar jo je že tudi položena, in pred dnevi ste lahko opazili, se mi zdi, da za primer je podjetje, ki je tudi na križu izgradilo kanalizacijo, položilo tudi povezovalni cevovod med križem in Mostami, in upamo in tudi delamo na tem, da jeseni bo po teh ceveh že stekla fekalna voda iz naših domov. No, poskrbeli bomo, da bomo čim prej tudi priključili ne samo križ, tudi Moste, vsaj tiste dele, ki ležijo blizu te cevi, in seveda trudimo se, da bi še v letošnjem letu priključili večji del Suhadol na cevovod, katerega gradimo iz poslovne cone pa do mengeške meje z našo občino. Ta cevovod moramo izgraditi še letošnje leto, saj brez tega cevovoda nam poslovne cone v ozkih delih absolutno ne bo moč odpreti. Tukaj pa nastajajo težave, nažalost ne pri denarju, ampak pri soglasjih, katere moramo pridobiti za položitev vseh teh cevi za potrebe te fekalne kanalizacije. Kar nekaj občanov se je zarotilo, bom rekel, pa ne samo proti nam, občinarjem,
ampak proti vsem vam tudi, saj vi polnite to vrečo z denarjem, s katere mi plačujemo nove in nove projekte, zaradi tega, ker nekdo ne na svojem vrtu, ampak daleč, daleč tam v gozdu, kjer gotovo, predvidevam, še nikoli ni hodil, noče podpisati soglasja za prekop parcele, mogoče 20 metrov, in zaradi tega mi gradbenega dovoljenja za to fekalno kanalizacijo ne dobimo. Tle nimam besed, ne vem, zakaj tako. Ljudje, tisti, ki nam, bom pa spotoma še to povedal, vlada nam je in pač parlament nam je v lanskem letu zakuhal eno veliko navšečnost, da soglasje, katerega smo včasih podpisovali običajno kar po domovih, v kuhinjah, ne zadoščajo več za izdajo gradbenega dovoljenja, ampak mora vsak služnost podpisati pri notarju in jo vpisati tudi v zemljiško knjigo. No, to je največji problem, ker ga trenutno naša občina ima. Če tega ne bi bilo, jaz se večkrat pošalim, da bi prej nekoga prepričal, da mi zapiše pol kmetije za pol leta, kot pa da vpiše v zemljiško knjigo služnost za samo eno parcelo, kar je pa ni daleč stran od resnice. No, in bom rekel, da mogoče samo še 5 takšnih soglasij nam manjka, pa lahko vložimo za gradbeno dovoljenje in takoj pričnemo z delom. Jaz upam, da bomo to uspešni, mogoče še do konec tega meseca, in da bomo konec maja le dobili gradbeno dovoljenje in da bi lahko potem začeli za izgradnjo te prepotrebne cevi. Seveda, tudi če teh soglasij ne dobimo, bomo izgradili, seveda pa po mogoče daljših trasah, mogoče bomo mogli nove ceste, ki smo izgradili, prekopati, samo seveda do jeseni bo ta fekalna kanalizacija tudi izgrajena. No, že ene parkrat sem omenil poslovno cono, seveda s to poslovno cono se kar ne tako, kot sem včeraj slučajno sam sebe gledal na televiziji in sem ugotovil, da sem rekel, da se morebiti v zadnjem letu ni kaj dosti dogajalo okrog cone, nisem dober tistega stavka povedal, ogromno se je dogajalo, no, tudi z vsemi soglasji, in eno od soglasij je bilo tudi soglasje sosednje občine. In moram reči, da z Vodičani smo imeli, kar se tiče prometa, z drugim ne, kar nekaj težav. Seveda smo jih zgladili in s tem, ko bom ta promet skozi Vodice obrazložil, bom obrazložil ali pa odgovoril tudi kar nekaterim občanom, ki me sprašujejo, če se sploh zavedamo, kakšen promet bomo pripeljali v občino, še posebej jih pa zelo veliko naših občanov skrbi za občane Vodic. No, zato naj vam zdajle približno v številkah povem, kako zdajle trenutno zgleda, kar se prometa tiče. Skozi Vodice se dnevno vozi 4000 vozil. Skozi od križišča pri Kralju pa proti Kamniku se vozi 6500 vozil. Se pravi, pravzaprav več kot pa polovico, več kot skozi Vodice. Iz Mengša proti Mostam in naprej proti Kranju se vozi dnevno 7 in še nekaj 7000 vozil, se mi zdi, da 7300 vozil. Vse te ceste, ki jih naštevam, so enake, so republiške ceste. In tudi cesta skozi Mengš, po kateri se, bom rekel, valijo kolone, tam se pa vozi dnevno 14000 vozil. Pa če grem še enkrat nazaj, začel sem z Vodicami 4000 vozil po točno taki cesti, rangirani, kot je cesta skozi Mengš, skozi Moste in tudi ta del ceste, ki pelje iz Mengša proti križišču pri Kralju.
Se pravi, 4000 vozil skozi Vodice še zmeraj ni alarmantno in tudi izračunali so, da tudi vsa vozila, ki bodo vozila iz oziroma v cono, ne bodo ogrožala prometa, ki je dopusten za tako cesto tega ranga. No, in moram tle povedati, da se zelo trudimo in mislim, da končno pa smo prišli do rešitve, tudi kar se tiče križišča pri Kralju. Mislim, da smo blizu dogovora, da tega krožišča, kot smo, ali pa rondoja pri Kralju, kot ga radi imenujemo, ne bomo gradili, ampak bomo gradili krožišče med žejami in med mostami in tisti del povezovalne ceste, ki gre od šole v Mostah pa do nazaj do Kranjske ceste, nekje pri Štrcinovi lipi se ponovno priključi na staro Kranjsko cesto. In ta dogovor se mi upam, no, da bomo vsaj v mesecu dni podpisali, bili bi pa financerji tako kot občina, tako DARS in Družba za državne ceste. No, vsi trije financerji bi se nekje polotili tega problema, težkega, tam nekje od 500, 600 do 700 milijonov. Tak, v teh številkah smo se na zadnjem sestanku pogovarjali. Prav ta teden se mi zdi mineva tistih 14 dni, kolikor so na Družbi za državne ceste si vzeli za približen, malo boljši izračun teh potrebnih sredstev. No in pričakujem, danes je petek, da naslednji teden, da nas bojo poklicali in s tem projektom, za katerega bomo še v letošnjem letu sprejemali lokacijski načrt in, mislim, bolje seznanili in nekje, da še letnice povem, kdaj naj bi se to gradilo. V letošnjem letu naj bi sprejeli lokacijski načrt, v letu 2006 naj bi se odkupila vsa zemljišča in pripravilo gradbeno dovoljenje, v letu 2007 pa bi bilo to krožišče in tudi seveda vse ostale povezovalne ceste tudi izgrajene. Čez mesec dni upam, da bom o tem prometu vam znal že kaj boljšega povedati. No, naj pa mogoče, saj bi bilo boljše, če bi to prihranil za kasneje, ampak da saj omenim, zelo dobro nam pa tudi kaže pri obvoznici Most iz smeri Kamnika, pa s povezavo na Mengeško cesto, samo o tej pa mogoče drugič, da ne bo preveč. No, v vseh teh težavah, ki smo jih imeli, tako zaradi prometa, tako zaradi poseka večjih dimenzij, tako zaradi vode, smo obravnavali na tiskovni oziroma smo sklicali tiskovno konferenco. Brojan, Radio Slovenija. Pri tej zadevi je očitno, da si stojita nasproti dve različni struji, diametralno misleči glede same poslovne cone. Pa me zanima, ali je ta diametralnost teh ljudi, ki na to cono gledajo, v tem, ali sploh cono, da ali ne, ali kako veliko. V čem je to nasprotovanje ali pa različno gledanje? No, gledajte, tle bi jaz rekel, da kje in koliko veliko sem že prej omenil oziroma povedal, da mi smo za lastne potrebe mislili, da bomo imeli 18 hektarov za dostno površino, za našo občino pa mogoče še za kakšnega soseda, mogoče še za sosedno Vodiško občino, ker je zelo v bližini, mogoče še bližji kot pa naša občina, da pa nam je ta študija, kot sem jo prej omenil, Farova študija, nekje pokazala, da se nahajamo na točki, ki je državnega pomena. Ne občinskega, ampak državnega pomena, saj je v neposredni, mislim, ker v bližini ali pa se drži skupaj površina, katero je možno tudi do 100 hektarov oziroma do 200 hektarov skupaj z Vodiško občino spojiti v eno cono in mislim, da tle ni več dileme, kdo kaj misli. Država je presodila. Glejte, tudi vsi vemo, da smo za to cono izmed 22 soglasodajalcev dobili 20 soglasij pozitivnih za ta prostor in tudi za 93 hektarov
20 pozitivnih soglasij. 2 soglasja sta bila negativna, in sicer od naravovarstvenikov in od gozdarjev. Samo država, ko je tehtala pluse in minuse, je absolutno pretehtala, oziroma so plusi pretehtali. In mi bomo pa poskrbeli, da bomo, kot smo prvi del, tudi tako drugi del reševali skupaj, tako z gozdarji kot z naravovarstveniki, da bomo na teh 93 hektarjih omogočili tako izgradnjo v tistem prostoru, da bojo z njo zadovoljni tako gozdarji kot naravovarstveniki, in navsezadnje normalno kompromis bo tisti, ki bo odločil, koliko procentov te površine bo namenjene gospodarstvu, koliko infrastrukturi in koliko recimo športu oziroma takim dejavnostim, ki gredo skupaj z ohranitvijo narave take in v taki obliki, kot jo bojo od nas zahtevali. Naj pa tle poudarim na tem mestu, da ta Natura 2000, ki se velikokrat omenja v bližini te naše poslovne cone, varuje samo 3 drevesa: jesen, vrbo in črnojevšo. No, to bomo, se mi zdi, nobenih živih organizmov nam ni treba tle očuvati, in v tem bomo tle, se mi zdi, da drugega kot meteorno vodo nam sploh ne bo treba očuvati oziroma priskrbeti tistem področjem, ki rabijo za svoj obstoj veliko vode. Naj pa poudarim tle, da v tistih 700 milijonih in še nekaj, kar smo jih prej omenjali, je celih 100 milijonov namenjeno zadrževalniku meteornih voda, v katerem se bodo zbrale vse meteorne vode z cele poslovne cone in jo bomo dozirali nekje v okolje v takih količinah, kot bodo jo nekje strokovnjaki. Smem še nekaj vprašati, prosim. Gospoda Špendla, kako bo zadoščeno glavnim naravovarstvenim pomislekom z tega strokovnega vidika? Najprej povejte, kje je Natura 2000 še lahko? Ja, kje je rok? Jaz sem Robert Špendl iz podjetja Ipsol, iz Domžal prihajam. V tej coni sem sicer v precej vlogah že bil, no tokrat pa sedim kot vodja izdelave okoljskega poročila za prvo in drugo fazo poslovne cone. Kar se tiče varstva okolja, je ključni moment vpliv cone na območje Jevševega gozda, ki je na južnem robu cone. Kar povejte? Kar povejte, no? Kje je Natura 2000? Natura 2000 je... Kaj so zadnja struga, Rijavce na Mošenskem, Kuharjev, Gornice? Lahko jaz se bom povedal. Zadnje struge, pač Natura 2000 je območje poplavnega območja potoka Zadnja struga. To pomeni, če pogledate na tisto večjo karto, to, kar je v planu za Rjavo, to so kmetijska zemljišča, ta jezik, ki sega navzgor do cone, to je pravzaprav poplavno območje, ki je poraščeno z Jevševim gozdom, in območje, ta Rjavo, ki sega sam na levo stran, skratka na zahod, in tudi še gozd, to je prav tako del tega območja. Jevšev gozd je zarastel tam zaradi tega, ker so pogoji primerni, pravzaprav niso primerni, da bi rastlo kaj drugega. Sicer je tukaj združba nižinskega, hrastovega in gabrovega gozda. Ta Jevšev gozd je tam, kjer je to območje poplavno. Na to vprašanje, ključni naravovarstveni pomislek je seveda, kako bo ta cona vplivala. Ta cona bo vplivala ne z onesnaževanjem, ampak z spremembo vodnega režima. Ta trenutek, vsa voda, ki pade na to območje, se napoji v zemlji recimo in počasi odteka, tako da se na območju formira nek vodotok, ki ima približno 5 do 10 litrov na sekundo, recimo maksimalno, kar smo merili 20 litrov na sekundo, je odtok z te površine. Če ne bi bilo nobenih zaščitnih ukrepov, bi potem, ko bo cona pozidana, bil odtok iz streh, z cest, z parkirišč veliko večji in bi obnovljivih prihajali tam do celo 2000 litrov na sekundo, skratka bistveno več.
Kar pomeni, ko bi padel dež, bi bile poplave, kar spet ne bi bilo zajel še nič hudega. Problem je to, da takrat, ko ni dežja, bi se pač to območje izsuševalo. S tem bi dejansko s to cono bi povzročili to, da bi lahko pomembno izsušili, ne poplavili, ampak izsušili to območje. In ko bi se izsušilo, bi postale konkurenčne vrste, kot so hrast in gaber, in bi se pač to zaraslo z drugim drevjem. Da do tega ne bo prišlo, je že v prvi fazi predviden prav v tej špički na jugu, tole, zbiralnik meteorne vode. To pomeni, da vsa voda, ki bo padla na to območje, bo po meteorni kanalizaciji pretekla najprej v ta zbiralnik. Ta zbiralnik se bo takrat polnil. Ves čas pa bo iz zbiralnika odtekala voda, pač bo prečrpavana s črpalko, ki bo predlivala 10 litrov na sekundo. Kar pomeni, da bomo zagotovili ta pretok, kar sem govoril, pač 5 do 20, bomo zagotovili, da in v deževju, in v času suše bo potok tekel približno z enakim pretokom, kot teče sedaj. Skratka, cona s tem ukrepom ne bo vplivala na hidravlični režim potoka, ki teče skozi Natura 2000. Časovno, koliko časa bi pa ta investicija oziroma pač ta projekt trajal, če gre za ta začetni manjši in potem povezan z vodicami, ta dolgi ali pa bi rekel dalekosežni. Pa koliko delovnih mest bi lahko to ljudem, ki v Drakomelskem ali potem koncu omogočilo? Tudi posredno. Ja, no, gledajte, jaz sem že prej omenil, da edini problem je, da mi še nismo lopate zasadili to, da nam preprečuje ta razpis, na katerega smo se javili, in sicer pred podpisom pogodbe mi ne smemo posegati oziroma ne smemo delati, ukolikor hočemo nadomestilo dobiti. Lahko naredimo. Mi imamo denar, imamo vse projekte, imamo veljavno gradbeno dovoljenje. Seveda bi šli lahko jutri v razpis, ampak že prej omenjen razpis na to prepoveduje, zdaj bi pa rad povedal pa nekaj. To, kar je Mirko že prej začel. Če bi mi 4 ure zamudili ali pa 1 minuto, po 12. na dan, 14. januar, bi bili izključeni iz te igre. Ampak za državo to ne veljajo roki, čeprav so se jih ravno tako zadali. 45 dni, se pravi konec februarja oziroma marca bi morali, konec februarja, bi morali mi že dobiti odgovor jasen, ja ali ne. Danes je skoraj mesec in teden, po tem datumu še ni, oziroma sploh nismo nobenega obvestila, kdaj sploh bomo dobili. Mi, če se bomo vseh rokov držali, bomo imeli, če bomo razpis gotovo, ga bomo mogli narediti tako, kot bojo oni nam dirigirali ponovno. Dvomim, če bomo imeli 3 mesece časa za izgradnjo in tudi za izstavitev računov časa. Kaj kot občina pričakujete od te industrijske cone? Konkretno v Trzinu, na primer, pravijo, da cona občini ne prinaša nič razen zaslužka od stavbnih zemljišč. Gledajte, prvo bi vas popravil. Se upravičujem, ker smo mogoče nekaj malo nastrpna. Poslovna cona. Industrijska cona se izraz ne uporablja, ker se poslovne cone v komendi tiče in se ne bo uporabljal. Tle, kaj bo prinesla? Kako bo prinesla, bi pa poslovna cona, komenda, bi pa gospoda Uroša. Torej, uresničujemo cilje Lizbonske strategije. Namreč predvsem z drugo fazo izgradnje poslovne cone, ko bo ta prerasla neke mini okvire, ko bo šlo za poslovno cono, ki jo bomo takrat preimenovali v tehnološko poslovno cono, bo pridobila pomen ne samo slovenski gospodarski pomen, temveč evropskega pomena bo ta cona. In to pomeni, da bomo takrat v coni bomo z ukrepi sledenja ciljev te Lizbonske strategije bo prvi ukrep razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju. To je ključni cilj, bom rekel, kasnejše faze oziroma končne, bom rekel, gospodarske poslovne faze cone in s tem, da, kot veste, mogoče še delno, da bi na prejšnje vprašanje odgovoril, Lizbonska strategija obsega tako
gospodarski kot socialni del, seveda pa tudi okoljevarstvene vidike, tako da bomo v celoti sledili prenovljeni lizbonski strategiji, kar pomeni, da bo ta tehnološko-poslovna cona, ki bomo v kasnejši drugi fazi potem usmerali dejavnost, ki je že določena nekako okvirno v razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju. Se pravi, da bo šlo to za inovativne, visokotehnološke dejavnosti z eno glavno osrednjo gospodarsko dejavnostjo, ki bodo, bom rekel, širšemu območju gorenjskega dela in pa tudi ljubljanskega dela prinesla veliko novih tehnološko zahtevnih delovnih mest visoko dodano vrednostjo. Boste uvedli kakšne varovalke, da bi se izognili kakšni nezaželeni proizvodnji, ki bi lahko moteče vplivala na okolje? Absolutno, absolutno. V tej coni ne bo, lahko mislim, da govorim v imenu celotne občine Komenda, čeprav sem zunanji svetovalec, da v coni ne bo nikakršne umazane proizvodne, pravzaprav niti ne bo nekih bistvenih proizvodnih dejavnosti, temveč bo predvsem šlo za inovativne gospodarske dejavnosti, se pravi, ki temeljijo na znanju. Glede na to, da je ta največji kupac v prvi fazi Lidlka, ne moramo reči, da je to, kot ste vi rekel, kakšna inovativna gospodarska dejavnost, ampak navadno skladišče in nič drugega. Tako da me zanima, ali ste to mislili predvsem na drugo fazo, ker prva faza vsekakor to ni, ne? Je daleč od tega, ne? Tudi tisti drugi, ki so kupci, ne vem, no, če štejemo za nekakšne inovativne gospodarske dejavnosti, gre v bistvu za neke vrste preselitev z enih koncev na drug konc. Tako da ne vem, če je to, ali ste tako mislili? Absolutno ne, se mislim, da sem rekel, da predvsem za drugo fazo se bo preimenovalo v tehnološko poslovno cono in takrat bomo tudi usmerjali dejavnosti, ki zdaj je pač mešana poslovna cona manjšega obsega, kasneje bomo in so tudi razpisi bili pač splošni, kdor je ponudil boljšo ceno, tisti je lahko kupil ta zemljišče. V drugi fazi pa bomo občini usmerjali in že v razpisne pogoje za nakup zemljišč potem vključili tudi te varovalke, da bomo usmerjali nakup oziroma prodajo zemljišč v smeri želene dejavnosti. Časopis Mamut, imel mi dve vprašanji. Kako gledajo na izgradnjo vaše poslovne cone, pa zelo smele načrte sosedne občine, zaradi tega, ker vemo, da recimo vsaka izmed sosednjih občin, bodi si Mengeš, Cerklje, Vodice, pa tudi Kamnik, Domžale, Lukovca, nameravajo izgraditi svojo poslovno cono, sicer občutno manjšo, kot ne bi bila vaša v celoti. Potem pa še, ali imajo domači podjetniki, domača podjetja, recimo iz občine Komenda, kakršnokoli prednost pri zagotavljanju prostora ali pa kakšne druge ugodnosti znotraj te poslovne cone. Imate za domačine, recimo za domače kakšne druge pogoje? No, če dovolite, bom na hitre sam probo odgovoriti, pa me te pa dopolnil. Nekaj odozad začnem na ozadu. Med enakimi pogoji imajo prednost. Pod enakimi pogoji, drugač pa nič, če sta dva bila zainteresirana za isto parcelo, je mu, seveda, če sta oba istem kriterijem zadostvala, ki smo jih razpisali, je mu domačin prednost, sam ni bilo te potrebe, ker smo vse, ki so se javili, lahko sprejeli. Glejte, bi pa rad pa to poudaril, gotovo je bilo prvič in gotovo verjamem tudi zadnjič strani Ministrstva za okolje in prostor, predno so nam odobrili oziroma potrdili to poslovno cono v taki meri, je bil vprašalnik poslan, tega do zdaj še ni bilo. Med vse v obljubljanski regiji v vse občine in sicer še zdaj se spomnim stavkov spodaj. Ukolikor, seveda, so jih sprašvali vse občine, kakšno stališče imajo do take velike poslovne cone, tle in v spodaj je celo pisalo.
Ukolikor boste za takšno poslovno ali pa za takšno spremembo prostorskega plana v občini Komenda, boste imeli veliko manjše možnosti organizirati poslovne cone v vaših občinah. Seveda smo tisti papir gledali pri nas na občini kot deveto čudo, ker kaj podobnega se še nikoli nobenemu ni zgodilo. Med župani smo se seveda tudi malo slišali, potelefonirali, ampak na naše začudenje, ne boste verjeli, skoraj vse občine izmed 25 v naši obljubljanski regiji so nam dale pozitivno mnenje. Kljub tistmu zastrašujočemu stavku spodaj, da ukolikor bomo mi dobili, vi ne boste. Dobili smo pozitivno mnenje tudi občine Kamnik. Dobili smo pozitivno mnenje vseh občin, ki smo združeni, 8 občin je združeno v podjetno regijo. Vseh teh 8 občin, vključujoč Moravče, Lukovico, Domžale, Mengeš, Kamnik, no in mi smo pozitivno mnenje. Prej ste mi glede namignil, da je slo, glede na UNO konvencijo te zadeve, da je slo nekje do 200 hektarov. A pa res imate dolgoročno, da bi slo še kam več šli? No, glede, imamo... Rekel ste do 200 hektarov. Ja, izpad programa je bila študija, grška firma je bila tle pri nas in ko je to iskala te poslovne cone v Sloveniji, ki bi bile primerne za regijske cone, no in tista študija je pokazala, bom rekel tam na pamet govorim, okrog 120 hektarov v naši občini in okrog 80 hektarov v sosednji občini Vodice, velik prostor, kjer bi se na zadnje lahko to končalo, samo zdaj pri nas tudi slučajno ne razmišljamo izven 93 hektarov. Se prav, če bi šlo kje naprej? Ja, v Vodice. Ta delček? Ja, tako. No. Se prav zahodno. In tudi preko te Nature oziroma bolj desno proti Suhadola. No, zdaj bi vam rad še povedal nekaj o centru Komende. Veliko vprašanj je, kaj bo s trgovino oziroma s centrom Komende, ki ga nekje imamo namen graditi, tle, kjer je zdaj sprehajališče za konje, oziroma bom boljš povedal nasproti stare mlekarne, oziroma na prostoru tam, kjer so hlevi, stari jatini, hvala Bogu, bom rekel, že zapuščeni vsaj nekaj let. Te hleve je kupilo podjetje Vele, zemljišča pred temi hlevi pa privat firma, no in na teh zemljiščih bodo tudi gradili večnamenski objekt, v katerem bojo po zdajšnjih zagotovilih bo Mercator imel svoje prostore, nad Mercatorjem se bojo pa zgradila pa stanovanja, no in tu v teh stanovanjih upam, da bomo našli kakšen dogovor tudi z izvajalcem, da bo tudi občina pristopila z določenimi sredstvi in pomagala našim občanom oziroma našim mladim družinam do dostopnejših stanovanj, kot so pa mogoče zdaj, in tu bomo res prav posebno pozornost posvetili temu prostoru, kjer pa zdaj stojijo ti stari hlevi, se bo pa tudi gradilo in seveda tudi stanovanja za trg in mislim, da tisti, ki si bo hotel svoj dom nekje kupiti tle v Komendi, pa da je še naš občan, bo z našo pomočjo, upam, da bodo tudi svetniki takega mnenja kot jaz, dobil svoje prostore. No, moram povedati, da kar se tiče Most, tisti, ki ste obravnavani oziroma ki imate svoje predloge v samem spreminjanju zazidalnega načrta v centru Most, da ste dobili na tem zadnjem občinskem svetu tudi zeleno luč in da lahko, se mi zdi zdaj, ko to gledate, gotovo je že poteklo 14 dni, se oglasite pri nas na občini in boste dobili pozitivna mnenja za zidavo tistega, kar je bilo potrjeno oziroma kar ste vi predlagali. Toliko o Mostah. Zdaj pa, če dovolite, bi pa še tle mi je Jure prinesel nekaj vprašanj. Ves
občanov in sicer 2, 3 so, no. 2 bom kar združil in sicer sprašujete me, kaj je z zemljiščem pod Lončarsko zadrugo. To zemljišče je v privat lasti, to je zemljišče tam, kjer stoji tudi transformator. Nažalost se je pa ta kmet odločil, da bo to zemljišče dvignil, ampak ne z navadnimi inertnimi odpadki, ampak z odpadki tudi kar tako. Zato večkrat na tem travniku vidimo tudi odpadni material, ki res absolutno ne sodi na travnik. Strinjam se s tem, da je potrebno izsušiti travnike, da je potrebno mogoče tudi kakšen travnik dvigniti, samo to se dela z inertnimi odpadki, se pravi z odpadki, ki nastajajo, zdajle trenutno vidimo veliko tovornjakov po Komendi ob izkopu jarka za položitev novega vodovoda oziroma ob izgradnji igrišč za telovadnico in na stotine kamionov mora tisto zemljino, katero je treba odstraniti, nekam odložiti. No in to je prava zemljina za nasipavanje recimo travnika, katerega hočemo vzigniti, da se pač ubranimo močvirja, kakršen tam na tem travniku absolutno je, samo nažalost se pa, kot sem že prej omenil, temu kmetu rado dogodi, da na prikolici pripelje tudi stvari, ki na travnik ne pašejo. No, enako bi lahko tudi odgovoril in nažalost bom tudi ugotovil, od istega lastnika je tudi travnik ob cesti proti Tunjicam in nažalost moram ugotoviti ravno tako, ne samo zemljine, ampak vse tisto, kar ne sodi v gozd oziroma na tak travnik se najde. Moram povedati, da v obeh primerih smo tako mi kot bližnji sosedje že intervenirali, prosili inšpekcijske službe, samo nažalost ugotavljam, da inšpekcijske službe v naši državi ne delajo. Saj 10-20 primerov smo imeli v teh 6 letih, ker sem župan, pa se ne spomnim primera, da bi nam inšpektorji kaj pomagali. Tle sem pa gotov najbolj razočaran in najbolj nemočen in mogoče me kar sram povedati samo to, kar sem vam že, če v 6 letih enega primera ne rešiš, ne odpraviš ene napake, ne postrižeš ali pa posekaš ene ograje, se mi zdi, da je pol res čas, da rečeš, dost imam, pa jih pustiš primer in zato smo se tudi mogoče odločili že kar pozen, do zdaj meni, da smo podpisali 5 občin, da je podpisalo sporazum, da skupaj ustanovimo inšpekcijske službe, zaposlili bomo inšpektorja, ga sami plačevali in mogoče na ta način kakšno prepreko, med katere moramo danes nažalost hoditi oziroma se voziti, bomo odstranili. Zaenkrat pa tako. No, zdaj bi pa še rad za stanovanja, za mlade družine, no, se mi zdi, da sem že prej ob izgradnji tega novega centra v Komendi nekaj povedal, trudili se bomo, no, da bomo tem mladim družinam res čim boljš lahko ustregali in da bomo zato tudi namenili v naslednjem proračunu tudi kakšna sredstva. No, bi pa tle, kot smo že ravno pri stanovanjih, pa z veseljem lahko povedal, da smo pa bili, kot lahko opazite, v lanskem letu stanovanji, socialnimi stanovanji pa uspešni. V letošnjem letu smo še vsem 4 stanovanjem tle na Glavarjevi dali novo fasado in se mi zdi, da je ta hiša lahko tako nam kot vsej Komendi v ponos. Upajmo, da bomo takšnih stanovanj še za domačo potrebo še izgradili. Seveda pa niso to edina vlaganja občine v pomoč
družinam, ki se najdejo v stiski, ampak imamo vsaj še ene dva druga načina, da pomagamo tudi družinam, ki same niso sposobne si pomagati v takšni meri, kot si en dostojen občan to zasluži. In mislim, da smo tle tudi kar dokaj uspešni. No, se bomo pa še potrudili, da bomo še boljši. V glavnem se mi zdi, da sva z Juretom za danes povedala za začetek, bom rekel, za prvo tako srečanje dovolj. Naj vas pa zdaj pa spodbudim, da mi pošljete vprašanja in obljubim, da bom čisto na vse odgovarjal, seveda, ker jih bomo dobili, ali boste posredovali to gospodu Juretu Debeljaku, direktorju te naše televizije TV Plusa, ali pa k nam na občino, pa lahko kar navedete za odgovore na TV Plusu, postavljam to in to vprašanje in verjemite mi, enega ne bova skozi pustila. Videli se bomo spet čez kakšen mesec dni, no, zdaj mi pa še ostalo pa tisto najlepše. Da vam vsem skupaj tudi preko tega medija in zdaj čestitam za naš praznik, 15. maj, praznik občine Komenda. Seveda vas vabim prav na vse prireditve, kam, kako in kdaj boste dobili vabilo v obliki zloženke, tako kot imamo že vse leta v navadi, in začenjamo pa že večer pred 1. majem in sicer na Kresu se bomo srečali na Kriškem gradu. Vse ostalo pa kasneje. Čist posebej vas pa vabim pa 15. maja na Križ, da se ob slavnostni seji skupaj mogoče poveselimo zdajšnjem našim zmagam in seveda tudi lepim željam za naprej skupaj in hvala lepa. Nasvidenje.